Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Vstopamo v drugi del naše raziskave, ko sprašujemo po izkušnjah poslancev. Z mano je gospa Maša Kociper, poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek. Lepo pozdravljeni, gospa Kociper. Lep pozdrav. Me veseli, da smo se uspeli ujeti. Ja, hvala. Pa bi vas vprašala, vi ste poslanka iz volilnega okraja Ljubljana Šiška. Pa me zanima, kakšna je vaša povezava z lokalnimi predstavniki vašega volilnega okraja? Ja, če vas lahko popravim, kandidirala sem v 2 volilnih okrajih, v Ljubljana Center in Ljubljana Šiška. Za nas, ki smo kandidirali v velikih mestih, je seveda povezava z volilnim okrajem nekoliko šibkejša kot za tiste, ki so iz manjših krajev. Tako da kot poslanka, ko delam na terenu, se koncentriram pravzaprav na celo Ljubljano, ne samo na svoja 2 volilna okraja. Sem seveda kot vsi poslanci na razpolago, tako volivcem iz teh 2 okrajev, kot tudi vsem ostalim v Ljubljani. Sem tudi mestna svetnica v mestni občini Ljubljana, tako da tudi na ta način zastopam njihove interese. Sicer pa sodelujem z volivci, tako kot vsi ostali poslanci, na podobne načine, z obiski, sestanki, obiski prireditev, odzivanjem na njihove pobude in tako naprej. Imate izkušnjo kakšne prav posebej dobre prakse v svojem mandatu? Ja, zdaj o konkretnih zadevah verjetno tudi ne morem govoriti, ampak zelo veliko stvari, ki jih poslanci odpremo, vsebinsko jih dobimo recimo od volivcev, ne. Konkretno jaz jih pač veliko dobivam iz Ljubljane, in take stvari potem odprem ali kot poslanka v Državnem zboru, kadar gre za tako področje, ali pa seveda tudi v mestnem svetu. To so bolj take stvari, ki ljudje zanimajo glede njihovega okolja, glede bivanja v mestu Ljubljana, odvoza smeti, pločnikov, kanalizacij in podobne stvari. Hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? Koliko avtonomnosti uspete ohraniti kot predstavnik stranke, glede na svoje osebno stališče v pač neki XY zadevi? Ja, če vas to zanima, vam lahko povem, da je verjetno od stranke do stranke situacija različna. Jaz osebno sem članica zelo liberalne stranke, ki ima glede tega zelo liberalne poglede v smislu osebne svobode in stališč posameznika. Že po naravi naše politične ideologije, če tako rečem, smo manj nagnjeni k raznim ukazom, navodilom in tako naprej. Je pa seveda v vsaki kolektivni organizaciji in tudi stranka je neke vrste organizacija tako, da se vsak ne spozna na vse, da se stvari predebatirajo, da na posameznem področju ima pač prednost tisti, ki to področje bolj pozna, predlaga lahko rešitve, pove, če se s kakim predlogom vlade ne strinja in tako naprej. Seveda idealno pa je, da se potem znotraj stranke oziroma v konkretnem primeru znotraj poslanske skupine uspemo poenotiti, kako glasovati. In večinoma se, včasih pa tudi ne. Hvala. Potem je to že skoraj malo odgovorjeno na naslednje vprašanje, kakšno je vaše stališče, no pa vseeno glede reprezentativnega mandata glede na 82. člen Slovenske ustave in glasovanja po prepričanju stranke, pa pod vprašanje, če je to za vas reprezentativni ali imperativni mandat, se pravi, če se vam zdi, da je vaš mandat volivcev, ki so vas izvolili, ali mandat stranke. Ja, v Sloveniji smo se leta 1991 pač odločili za demokracijo, kot jo poznajo v svetu, se pravi predstavniško telo, v katerem sodelujejo stranke. In počasi se bomo mogli odgovoriti na vprašanje, ali res stranke vidimo kot nekaj slabega ali kot del te demokracije, tako kot povsod po svetu. Bolj konkretno na vaše vprašanje, jaz zdaj sem to že moj drugi mandat, se ne spomnim, da bi kdaj morala glasovati proti nečemu, kar bi bilo zame osebno zelo, zelo pomembno. So kakšne stvari, ko bi morda jaz drugače, pa me argumenti prepričajo. Ni pa bilo stvari, ki je bila za mene ideološko tako pomembna ali pa zame osebno neko prepričanje, vrednota, ki bi jo mogla poteptati. Če je taka situacija bila, pa je tudi kdaj morda bila, sem se zdržala in to je bilo tudi sprejeto. Hvala. Prosim.
Pa še zadnje vprašanje. Želite kot poslanka karkoli sporočiti gledalcem? Gledalci, čeprav vem, da nekateri mislite drugače, upam, da razumete, da poslanci smo vendarle tukaj, da delamo v interesu ljudi, ki so nas izvolili. Prvič, ker je tako prav, in drugič, ker drugače ne bomo več izvoljeni in ne bomo mogli za to državo narediti nič več dobrega in tudi nič več za ljudi. Tako da absolutno se vsi zavedamo, kdo nas je izvolil in zakaj. In v našem primeru, v primeru naše stranke, je bilo predvolilne te prioritete so bile jasne. V tem mandatu bomo skušali zlasti rešiti položaj upokojencev in pa skrajšati dolge čakalne dobe v zdravstvu in narediti zdravstvo bolj učinkovito in kvalitetno. Hvala lepa, gospa Maša Kociper. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, pa nasvidenje leta. Nasvidenje.